Namen in poslanstvo mladih raziskovalcev Slovenskih goric je spoznavanje biodiverzitete, to se pravi raznolikosti življenja v Slovenskih goricah, spoznavanje pomena naravovarstva in kako se obnašati v naravi. Skupina mladih raziskovalcev deluje na taki način, da se dobivamo ob sobotah, ob dopoldnevih, takrat gremo po naravoslovni učni poti blizu Benedikta, opazujemo, kako se je narava spremenila iz tedna v teden in na tak način tudi spoznavamo raznolikost. Poslanstvo DOPS-a, to je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic, je varstvo in ohranjanje ptic in njihovih življenjskih okolij ter s tem v bistvu celotne narave, ker so ptice krovna vrsta za varstvo narave. To se lahko dosega na različne nivoje v tem neprofitnem društvu in tudi nevladni organizaciji. In eno od najbolj pomembnejših vidimo danes tukaj, to je pridobivanje mladih v tem času digitalizacije. In kot zunanja opazovalka opazujem, da je tu bila narejena izjemna naloga. Teh 10 otrok prepozna že najpogostejše ptice in jaz zagotavljam, da v okolici Slovenskih goric varstvo narave gre v zelo dobri smeri. Hočem, da bi ljudje čim več spoznavali naravo, ne pa, da bi zdaj vsi bili v hišah, igrali igrice. Tu se kaj novega učim in opazujemo tu ptice, tudi kaj rastlin, dreves. Najraje, ko gremo na pohod, gledam kakšne zanimive ptice. Naprimer, tako kot smo danes gledali veliko belo čaplo, pa vsi bi radi zelo videli belorebca pa srne. Da gledamo ptice, nove vrste, pa da lahko slikam jih, pa jim kažem sošolcem, pa kakšne nove vrste, belorepeca, pa veliko drugih ptic zanimivih. Mene veseli, da slikam, raziskujem nove ptice, ki jih ne poznam, tudi pomagamo pticam, jih hranimo. Včasih tudi sestavimo kakšno ptičjo hišico in jo obesimo. Spoznavam nove ptice. Najbolj všeč mi je srakoper in sova. Kot starš se zavzemamo, da otroci začutijo pomen in skrb za naravo, ki nas obdaja. Odrasli včasih v tej ihti po nekem napredku, morda večkrat pozabimo tudi na našo naravo, od katere smo tako ali drugače odvisni. In moje prepričanje je, če bo narava zdrava, bomo tudi mi zdravi, ker bomo živeli v zdravem okolju. Zato je vsekakor zelo pomembno, da se najde skupina, ki se zaveda in proučuje našo naravo in s tem tudi opozarja na nepravilnosti, ki se v njej dogaja oziroma ki jih ljudje povzročamo. Zato je ena taka skupina vsekakor zelo dobrodošla na tem obveščevalnem delu, kakor tudi seveda na tem, da spoznajo naravo, da spoznajo njene posebnosti znotraj ožjega območja, se pravi znotraj občine, v kateri živijo, in na tak način tudi poskrbijo, da bomo vsaj delček te neokrnjene narave prenesli tudi naprej.